Po 15 letih Formula 1 ponovno na RTV Slovenija. Kaj se v bistvu spremeni za vas kot komentatorja dogodka? Po eni strani nič, po drugi pa veliko. Vendarle je tehnika dela ostane enaka, vendarle pa delaš za drug medij. Imaš ves čas to v zavesti, čeprav pravzaprav v sami tehniki dela ni kakšne pomembne razlike. Po tolikih letih spremljanja tega cirkusa ste se že naveličali potovanj? Če imaš rad to, kar delaš, potem moraš tudi potovanja vzeti v zakup. Vedno povem, da najbolj sovražim na svetu letališča in tudi letala, dolge lete, 10-20 urne lete, ampak če želiš to delati, potem je to del, ki sodi zraven in ki ga moraš vzeti v zakup. Mnogim se zdi to zanimivo, zabavno ves čas potovati, tudi lepo je biti na dirkah, ampak potovanja so pa naporna in težka in včasih neprijetna, priznam. Moje mnenje je, da je pri komentiranju potrebno paziti na to, da ni preveč tega, kar ljudje vidijo, ker to že vidijo, in da je marsikaj izvedo še tega, česar ne vidijo. In to je moje vodilo vedno. Novost je že to, da je Formula 1 spet nazaj na televiziji Slovenija, oziroma moram se popraviti na radio televiziji Slovenija, ker smo si ob tej priložnosti, ko smo uspeli pridobiti pravice, zagotovili dejansko možnost pokrivanja na celoten spektrum, ki ga radio televizija Slovenija pokriva, kar pomeni, da bomo dirke Formula 1, kvalifikacije in dirke same spremljali na televiziji Slovenija. Vse dogodke, vključno s informacijami iz treningov na Radio Slovenija in pa seveda ne smemo pozabiti na spletni portal. Spletni portal bo že ob petkih prenašal neposredno v živo, torej drugi trening in pa potem seveda tudi sočasno, ker tudi doslej ni bilo v Sloveniji možno spremljati dirko in kvalifikacije. Dogovarjamo se pa še, da bi z enim izmed mobilnih operaterjev sklenili dogovor, kajti imamo pravice tudi za mobilno prenašanje Formule 1, da bi sklenili dogovor in da bi skratka te dirke in kvalifikacije lahko spremljali tudi tisti, ki spremljajo te zadeve lahko prek mobilnega telefona. Tudi sami spremljate morda Formula 1 preko televizije ali kakšnega drugega portala? Ja, moram priznati, da nisem ravno neka velika navdušenka Formule 1, ampak sem kljub temu zelo vesela današnjega povabila, sem izvedela tudi veliko novega in mislim, da bom vseeno kdaj pa kdaj, če bom imela dovolj časa, tudi spremljala kakšno od oddaj, mogoče tudi že začetno. Kaj pa sicer radi dirkate ali ste bolj previdna voznica? Ja, glede na visoke kazni v Sloveniji mi dirkanje ravno ni glih najljubše oziroma omogočeno, ampak se pa kdaj tudi poslužim tega, ker mi sprošča adrenalin, seveda pa so zato bolj primerna kakšna dirkališča kot slovenske ceste. Koliko pa je naša mala Slovenija znana v tej veliki Formuli 1? No, to pa moram priznati, da smo kar znani, verjetno ste tudi slišali Bernie Ecclestona, ki je posebej za našo televizijo povedal nekaj lepih besed, tako da mislim, da smo v teh mojih 20 letih kar uspeli Sloveniji postaviti svojo, bi rekel, večje mesto v Formuli 1, kot ga realno lahko ima, glede na to, da nimamo ne dirkačev, ne dirk, ne moštev, ne pokroviteljev, praktično z ničemer nismo direktno vpeti v Formulo 1. Reklame med prenosom bodo? Nekaj jih bo zagotovo, je pa že omejitev strani Formule 1 oziroma FOMA, koliko je lahko teh oglasov, tako da bom rekel, ta čas je manjši, kot je sicer na voljo po zakonih v Sloveniji, ker bi imeli na voljo 12 minut, mislim, da jih je samo 5 minut dovoljenih v eni uri. To je pač del sodobnega časa, cena, da to lahko gledajo na tako imenovani prosto dostopni televiziji, kajti morate vedeti, v nekaterih deželah je Formula 1 tudi samo na plačljivih televizijah. V Sloveniji ostaja za zdaj na televiziji, ki jo lahko vidijo vsi brezplačno.